Evo nas kot vas, bi se reklo. Lepo pozdravljeni v novem podkastu. Tokrat se vam javljava na 8. marec ob dnevu žena in naj za začetek vsem ženskam, mamam, ženam, babicam, dekletom zaželiva, da čim lepše preživite ta današnji praznik, tako kot si to tudi zaslužite. Ja, formalno vedno jaz čestitam, tudi doma, pa mami, pa tako kot se spodobi, strogo teoretsko. Pa vem, ker pač to toliko študiram, da je tale dan žena v resnici pa feministični praznik. Tudi cela zgodovina, sufražetstvo pa tako naprej, to so se moški stremeče, zgledujoče se po moških ženske borile za vse živo, tudi pravice, ki so, kaj vem, mogoče res falične pravice, pa z teoretskega vidika so veliko sporne za feminilnost. Tako da ta praznik je tako rekoč praznik feminizma, ampak formalno bi pa jaz pa tudi seveda čestitam ali pa zaželim ženskam, da ostanejo ženske, ker te feministke so nam ukradle normalne ženske, ženskost v ženskah probajo zatreti, jaz pa obožujem ali pa sem teoretsko za feminilnost, za ženstvenost pri ženskah. Ta dan žena pa favorizirati zgledovanje po moških, to me malo moti, ampak res je, čestitke ob dnevu žena. Zdaj pa se jaz moram še zahvaliti vsem, ki ste podprli te najine podcaste z donacijo in omogočili njihovo nadaljevanje, ker gre v pripravo teh vsebin res ogromno časa. Tako da še enkrat hvala. Ta mesec pa vas ob donaciji vsaj 15 evrov čaka še posebna zahvala. Vsi, ki boste torej donirali 15 evrov oziroma vsaj 15 evrov do konca marca, dobite po pošti v zahvalo Romanovo knjigo Prvi spol s podpisom in posvetilom. Donirate lahko preko PayPala ali platforme Ko-fi. Obe povezavi za donacijo imate spodaj v opisu tega videa. Tam so tudi navodila, kako potem sporočiti svoj naslov za pošiljanje knjige. Če pa pač nimate te možnosti donacije preko PayPala oziroma te Ko-fi platforme, pa se obrnite kar direktno na Romana in se boste z njim vse zmenili. Če so vam podcasti všeč, polajkajte tale video in se naročite na ta kanal in kot vedno vesela bova vaših komentarjev, odzivov, vprašanj. Lahko pa nama seveda namignete tudi kakšno idejo za kakšen prihodnji podcast. Najprej pa, preden zares začnemo z današnjo temo, nekaj statistike o ženskah v Sloveniji. Žensk je pri nas manj kot moških, in sicer dobrih 49%, njihova povprečna starost je 45 let. Najpogostejše žensko ime je že vrsto let Marija. V Sloveniji je nekaj čez 109 tisoč mater, ki živijo v družini same z otrokom ali otroki. Očetov z otrokom pa je slabih 27 tisoč. Med tipi družin prevladujejo zakonski pari, približno 350 tisoč jih je, okrog 100 tisoč parov pa živi zunaj zakonskih skupnosti. 255 parov živi v istospolni partnerski zvezi, katerih sklenitve v Sloveniji naraščajo. V letu 2020 se je poročilo dobrih 5000 parov, istega leta pa se je ločilo dobrih 1700 parov. Največ ločitev je bilo v starostni skupini od 40 do 44 let, kar velja tako za moške kot za ženske. Delež terciarno izobraženih žensk v Sloveniji narašča. Med poklicnimi skupinami je med ženskami največ strokovnjakinj. V Sloveniji je bila po podatkih Eurostata plačna vrzel med spoloma v letu 2020 med najmanjšimi v Evropski uniji. Ženske v Sloveniji so namreč imele mesečno bruto plačo 1912 evrov, moški pa 1955 evrov. Dan žena, ki ga danes obeležujemo, se je izvorno imenoval Dan delovnih žena. Mednarodni praznik žensk je dan praznovanja ekonomske, politične in socialne enakopravnosti in dosežkov žensk. Praznujejo ga v približno 100 državah vsako leto 8. marca, predvsem v nekdanjih komunističnih in socialističnih državah. Najprej se je ta praznik sicer praznovalo 19. marca, kar je predlagala nemška
feministka in socialistka Klara Cetkin. Ta se je za enakopravnost žensk začela bojevati leta 1889, pobudo za dan posvečen vsem ženskam pa je dala leta 1910 na drugi mednarodni konferenci socialističnih žensk. Dan delovnih žena so prvič praznovali leta 1911 v Avstriji, Nemčiji, Švici in na Danskem, takrat še na 19. marec. Tudi v Sloveniji so ga praznovali, in sicer v Trbovljah. V državah sovjetskega bloka se je dan delovnih žena v komunizmu praznoval 8. marca in je vedno imel velik pomen. V zadnjih desetletjih se tudi v drugih državah uveljavlja praznovanje na 8. in ne več 19. marca. V tvojih Trbovljah, Roman, se je torej prvič pri nas praznovalo praznik žensk. Kako ti kot nekakšen javno deklarirani antifeminist gledaš na ta praznik? Torej, jaz sem na svojo preteklost oziroma preteklost mojih Trbovelj kar ponosen. Nam so svoj čas rekli, da smo leglo komunistov, in zato, ker smo bili žaljeni, sem skupaj s kolegom pred 20 leti organiziral okroglo mizo, ali je to, da smo bili na krilih delavskega razreda, mi zdaj tam neki, ne vem kaj, mislim. Zame je to čast, in okrogla miza, jaz sem ji dal naslov, Zasavje, leglo komunistov, čast ali slabšalnica. 100 let nazaj so ta delavski razred obubožan. Otroke so imeli, ki so umirali od jetike, in so se uprli eksploataciji trboveljske premogokopne družbe. In to je bilo takrat častna stvar. To so v Trbovljah, bi rekel, bili revolucionarni delavci še pred oktobrsko revolucijo. Potem smo imeli ti zlom Orjune, 1. junija 1924, imamo občinski praznik. Prva stavka v socializmu, v Jugoslaviji je leta 1958 bila. Rudarji so stavkali v socializmu, to je bilo takrat nezaslišano. Miha Marinko je šel miriti te rudarje, ampak zdaj pa pridejo pa te ženske, ali pa bom rekel moškinje, ali pa brike, bi rekli Primorci, so ga pričakale tam tega Mihata Marinkota in je zbežal iz tam nekega sestanka, so ga nateple menda z marelami. Menda je šel dež in so te, mi jim rečemo hudokurčne, mislim, se pravi srdite, falične moškinje, žene teh rudarjev, ki so stavkali, so ga nabutale, da je zbežal čez okno ven. Te trbovske brike, se pravi možate, ženske. In tale nogometni strokovnjak, recimo Zdenko Verdenik, je bil trener še, ko je bil rudar v drugi jugoslovanski ligi v fuzbalu. Enkrat sem se pogovarjala o ženskem fuzbalu, ker ve, kako jaz gledam na ženski nogomet, je rekel, vi v Trbovljah bi imeli dober ženski nogomet. So rekel, lejte, mi imamo samo eni igrišče, sama brda so, mi sploh neke rovne flehe nimamo, kje bomo zdaj še babe imeli, da bojo tam igrale fuzbal, Je rekel, psiho imajo drugačno kot drugje po Sloveniji. Prav gajsne so, on je govoril, da so to, je rekel, te so take babe, to te vseka, je rekel, enkrat sem, kaj že rekel, so sodnika napadle, ženske, ne moški, ženske. Ali pa recimo moji otroci igrali nogomet, pa sem pač gledal te tekme, ko pridejo te rudarke, če me lahko tako rečem, navijati za žensko, za pač ženske nekatere, ko navija za svoje sinove, ali pa za tega rudarja, ki je zdaj v 4. ligi. Pa to se toliko zadere, kot T-Rex. Jaz sem enkrat v šali rekel, ene 3 imam, prav natuhtane, kjer so mame teh nekih nogometašev mladih, to se tako zadere, da če devica to sliši, jo razdeviči, pa bobnički popokajo. To noben moški se ne more toliko zadreti. Ko bi T-Rexa poslušal, to zarjovi. Sem pa svoj čas imel pa tudi v eni moji predstavi Lepotica in psihoanalitična zvir, test ženskosti, in tako so
zahodnjaki šli tudi v Rusijo, tudi v Ukrajino, zbirati manekenke in eden zadnjih testov za selekcijo je bilo, da so ženske šle na oder in so morale zavpiti, češ požarje, ne, zdaj pa bežite ven z dvorane, ker je požar. To je bil test. In pa so se te ženske drle, ne, požar, požar. Če bi kakšna Trboveljčanka prišla, to bi zavpila, to bi se sesulo vse, ker se to dere, to ima tako falično štimo. Feminilne ženske, tiste nežne, pa ok, se obstaja recimo Adele, ko fajn zapoje, pa kaj vem, tudi ti imaš markanten glas, ampak načeloma ženska nima te sile faličnosti v glasu, razen Trboveljčanke. Tako da v Trbovljah to so zaradi tega, ker so tam rudari, možati moški, se pravi, ti, če si bil dec, si šel v rudnik tam na 100 metrov kopat in si tvegal življenje. Včasih bilo veliko teh nesreč in ženske so se zgledovale po moških. To je klasika v teh faličnih ženskah. Psihična karakteristika, zgledovanje po moških, to je temeljna karakteristika feminizma, onstran katerega, torej zgledovanja, seveda po Freudu je zavidanja penisa, ampak opazovalci teh trboveljskih žensk pravijo, koliko so to hudokurčne babe, to je pol hudiča, dobiš jo eno tako moškinjo v družino, gotov si, to sam še na antidepresive, pa v polje greš lahko se zdraviti. Toliko so nekatere možate, možatost je pa izredno težko prenašati, če jo imaš tam v družini. Tako da tale Trbovlje, ni čudno, da so imele ženske te prve shode, bile odločne, zahtevale pravico, ker so imeli osebnostne lastnosti, tudi poklice. Moja stara mama je tam v 18 letih, mi imamo tudi cementarno, oziroma smo jo imeli, tam je neke cicke, to so neki na kolesih zabojniki, pač cicke mi to rečemo. Ona je tiste težke skale not dela, iz katerih se pol cement daje. To ni žensko delo. Ampak v Trbovljah so tudi moške poklice ženske upravljale in si zdeformirale psiho na način, da niso bile samo dobre mamice pa 10 otrok, ampak so tudi delali kot te hajerji. Hajerji so rudari, udarniki. Tako da ravno v Trbovljah je ta možatost žensk bila 100 let nazaj zelo prisotna. Zdaj pa ne bom rekel, ni samo tukaj v Trbovljah, ampak je tudi tam Metelkova, pa Mirovni inštitut, tam FDV, tam so decinje, fantinje. Skratka. Ja, glede na to, da sem jaz Koprčanka, pa ne morem mimo teksta, ki si ga za Dan žena spisal pred 5 leti za spletno stran e-Koper. Naslov tvoje kolumne je bil Dan žena ali Noč čarovnic. Tekst si začel z dikcijo, te bom citirala. Res je, nekoč so bile sufražetke tiste, ki bi se jim morali zahvaliti, da imamo praznik imenovan Dan žena. Sufražetke so v bistvu predhodnice današnjih feministk, ki so se borile za volilno pravico in še za nekatere ostale osnovne pravice žensk. Kako gledaš na ta svoj tekst danes? Moram reči, Ana Tavčar, mislim, da je tudi z Primorske tam nekje, Pirkovič, mislim, da se še zdaj piše, jutranji program je imela, zdaj ima z Loreto Flego, kaj je že tolo, imajo skupaj nek program. Ana Tavčar je mene vprašala, ker me je citirala tako kot ti, ampak leta 2009, ker sem jaz na svojem blogu, ko sem še smel blogati na MMC-ju RTV Slovenija, sem napisal, da bi se Dan žena moral formalno gledano preleviti v Noč čarovnic. Tako falične, popadljive so postale te feministke, ki furajo ta feminizem ali pa ga eklatantno silijo v družbo na Dan žena, v smislu, dajte biti čim bolj odločne, emancipirane pa tako naprej. In jaz sem pač ta ljubkovalni naslov že v svojem blogu 2009 dal. In je rekla, še zmotila se je Ana Tavčar, rekla, Dan žena bi vi prelevili v Dan čarovnic. Ne, v Noč čarovnic, sem rekel.
Pa se je pa to križala, to je bil en mojih zadnjih intervjujev na RTV. Tale Ana Tavčar je šla na disciplinsko, ker jaz sem tam vse razložil, da ne gre več tako naprej, da se ženske sili v zgledovanje po moških. Takrat sem bil jaz, mislim, še direktor, pa tam pač skliceval sem se, recimo, nekaj rekel, da ženske nimajo istih plač kot moški. Sem rekel, poslušajte, jaz sem bil direktor javnega zavoda, kolegica, ki je bila tudi direktorica, je imela isto plačo kot jaz, pa je bila drugega spola, ne take govoriti, ker to ni res. Res pa je, da nek inženir v nekem podjetju dobi več kot neka medicinska sestra v bolnici. To je res, ampak ti poklicev so drugačni poklici, je treba drugače, pa vzgojiteljica ali pa učiteljica, ali pa če si razvojni inženir tam v neki firmi. Tako da jaz sem dejansko svaril 15 let nazaj, 20 že, zato jaz nimam doktorata, ker sem jaz takrat feminizem sesuval, ker so hotela te feministke umetno oploditev samskih žensk. In jaz sem bil takrat, mislim, da celo član LDS-a. In se javno izpostavil, sem rekel, to pa ne, samske ženske ne morejo vzgajati otrok, zato ker otrok mora imeti dvotirno vzgajanje, tam mora biti tudi moški. Samska ženska bo prijateljico lezbiko pripeljala in dve lezbike bojo uničile psihično otroka. Dečka sploh, deklica bo pa na drug način zblojena. To sem se jaz leta 2001 takrat izpostavil. Mislim, da je bil referendum potem oploditev z biomedicinsko pomočjo samskih žensk. Odločno proti in se izpostavil. Ampak spoštujem pa sufražetke, ki so svoj čas omogočile, da ob ločitvah, če se to zgodi, 100-200 let so zahtevale, 200 let nazaj, so zahtevale sufražetko, da bi mame dobile skrbništvo nad otroci, če pride do ločitve. Ločitve so bile redke, ampak tam so moški dobili otroke, ki sploh niso nič znali z otroki delati. Ženska, ker ni bilo kontracepcije, pač je imela tisto kopico otrok in vse otrok imela ni denarja, moški to imel in vse otroke moški dobil. In jaz sem rekel, ženska mora dobiti, tudi tem očetom ob ločitvah, ko se borijo za skrbništvo, neke ekspertize dobijo tam od raznih sodnih izvedencev. In jaz vedno tudi očetom rečem, da je za otroka, če je zelo majhen, prav, da je pri mamici, ne da je pri očetu. Otrok, ki je majhen, bolj rabi mamico kot očeta. Oče pa, rekel, zelo potreben, kaj vem, pozneje. Deljena skrbništva to, da je en otrok, ki je šel v eni mamici, torej k mamici, drug pa k očetu. Se pravi, so jih dali pol. Ne, oba dobi mamica, ker sta bila majhna. Tukaj ne gremo za pravičnost med spoloma, da pol dobijo, ampak za dobro otrok. In recimo zdrav feminizem, tudi zdravo sufražetstvo se je za plemenite cilje svoj čas borilo, tudi za varne hiše. Zdaj druga zgodba je, kaj je bilo s to volilno pravico. Ženske, bi rekel, strogo teoretsko, če bi se jih povprašalo danes, jih je politika, mislim, mi je politika španska vas. Jaz je rekla ena, da sem rekel, ko pa ti, vsa feminilna si, ko pa kaj voliš, je rekla, tist mi dec reče. Ko pa jaz vem. Tudi, če ne bi imela volilne pravice, ne bi bilo konc sveta, ker se ne spoznajo na politiko, moški tu se za moč borijo, da neki jaz pa ne. In se sploh s tem ne ukvarjam. In ena Švica je dobila leta 1971, ena zadnjih držav, mislim, da je Liechtenstein, še ena država, ki pozneje dobila, torej ženske so dobile pozneje volilno pravico. Ampak Švica je najbolj razvita država v svetu. Ampak tam domov dobi položnico moški, jo dobi domov, ne ženska. Ženska dela 4 ure, plačo dobi za 8 ur. Je izjemno konzervativna. Ženske dolgo časa niso imele volilno pravico in moški v Švici so ugotovili, kdo je blefer, kdo je pokvarjen, kdo je psihopat in so ga sami izločili. Ženske, ki so pa dobile volilno pravico, glede na to, da voli nezavedno, torej mi nimamo svobodne volje, ženska, ko voli, nezavedno voli,
tistega moškega, s katerim bi se, to je pa zdaj grešno govoriti, s katerim bi se dol dalo. Se pravi, neki patološki narcisi, tam se lepe delajo, všečen govori, je všečen ženskam in tega bom volila, zato ker voli nezavedno. Všeč je, nezavedni scenarij pa je, s tem so bilo pa dobro dol dati, če že s kom pa s tem in ga voli. In potem pride v politiko patološki narcisi, katerih temeljna karakteristika je pokvarjenost, nimajo nadjaza, patološki narcisi nimajo nadjaza in pridejo v politiko na vodilne te top položaje ravno zaradi volilnih glasov žensk. Ženska, če je normalna, točno ve, da ne bo žensko volila, pa se pa tiste političarke na trepalnice mečejo. Kako to, sej 50%, torej 49, si rekla, je žensk, pa mi ženske, da bi ženske volile. Ja, kje bo žensko volila, če ve, koliko so ženske pokvarjene? Same med sabo to vejo. Tako da, bi rekel, te sufražetke so nekaj naredile, feministke so nadaljevale, varne hiše upeljale, v redu, samo te varne hiše imajo tudi eno čudno logiko, ko so same babe tam. Jaz sem imel en par, ki se je kregal in pol v eni sceni je ženska šla v varno hišo. In tiste feministke tam v varnih hišah so rekla, zdaj pa tle imate lokacijo skrito, 3 otroke, zdaj ste pa en mesec tukaj. In pol jaz dobim moža, dobim žensko, en mesec na razno otroco na skrivni lokaciji, zato ker je nek greh imel. Jaz sem rekel, zdaj pa takole, v dobro otrok ne smete biti vi en mesec stran od doma, ampak sem jih pa botil v 3 dneh. Mož se je jokal, ženska je bila, ne vem, sta se dobila, to so se objemali, šli smo pa tam na en hamburger, tam v McDonald'su, skupaj sem jih dal, one so se pa naučile, da se lahko kako nasilje ponovi v učbeniku. Jaz se pa s parom pogovarjal, napel možgane, si ko čakajte, ne boste več v varni hiši, ker zdaj tole pa po mojem videnju ni več za varno hišo. Ampak, varne hiše kot koncept, so pa dobile, so pa ženske zrihtale, feministke, kar sem lahko, mislim, štejo v nek plus. Sicer imam pa jaz, ne vem, v tej knjigi, pa prejšnji o spolu, tudi poglavje o gnilobah feminizma. Feminizma toliko grehov, da tiste dobre stvari feminizma so minimalne. Zdaj take neumnosti počnejo, da je feminizem po mojem videnju škodljiv. Ok, splav je ena dobra stvar. Tudi jaz sem za pravice žensk, da imajo pravice do splava. Ampak jaz znam utemeljiti, zakaj. Feministke ne znajo. Skozi psihoanalizo, pa skozi etiko, če se jo filozofsko motri, je jasno, da abortirano bitje ali pa nekaj bivajočega, ta fetus, pri abortiranju ne trpi, ker nima miselnih sistemov. Feministke tega sploh ne vejo, oni so samo za pravice žensk, mislim, do splava. Jaz sem pa cel elaborat spisal, zakaj se mora ženskam dovoliti, da splavijo, ker ta fetus, nekaj bivajočega, to ni otrok, to še ni otrok. Pri abortusu, ki ni likvidacija, to tisti, ki so proti splavu, mislijo, da je fetus tam ustreljen kot talc, tako butasto otroči razmišljajo, pa da ima dušo, da je že ima dušo, mislim, to cirku. Tukaj sem pa na tej strani, sem pa za feministke, za njihovo prizadevanje. Po drugi strani so pa ravno feministke, pa cirkev, pa proti recimo prostituciji, pa proti pornografiji. Jaz pa nisem proti prostituciji, ker prostitucija ima tudi neke dobre učinke na družbo, ker je tudi terapevtska lahko, pa tako naprej. Tako da feministke se spajdašijo, če je treba, zato da je kompatibilno z njihovo frustracijo, feministke pa imajo frustracijo ravno na točki seksualnosti, se spajdašijo tudi s cerkvijo, kar je tako rekoč pokvarjeno. Moj glavni očitek feministkam pa je, da so moralno pokvarjene, da niso konsistentne, da so žleht. One se ne upajo recimo z mano soočiti v nekem javnem diskurzu, ampak naredijo vse, da se moje teorije v tej vojni za interpretacijo ne bi prijele v družbi.
one goljufajo, to se pravi čist brez fair playa so, ker nimajo nadjaza, ker način moralnega razsojanja pri ženskah je spotaknjen zaradi narave kastracijskega kompleksa. Moški smo kastratibilni, zaradi kastracijske bojazni se naš nadjaz lahko skalibrira na najvišjo stopnjo moralne razsodnosti, postkonvencionalno moralno razsodnost. Ženske pa tega nimajo. Še posebej ne te moškinje oziroma lezbike, ki predstavljajo jedro feminizma. Ok. Ja, v tej kolumni, ki jo bova potem link do nje pustila spodaj v opisu tega videa, si potem nadaljeval, te bom spet citirala. Danes so feministke dobesedno zbezljale, ne znajo se ustaviti. Ženske, ki bi jim bilo bolje reči moškinje, zasedajo najvišja mesta moči in oblasti in na ta način posredno sesuvajo družbo in se nezavedno sadistično izživljajo nad moškimi. Seveda je v ozadju vseh teh profeminističnih zdrsov znamenito zavidanje penisa. Ampak kdo bi danes še verjel Freudu? To, da normalnih, torej feminilnih, ženstvenih žensk domala ni več. No, tudi pravim moškim so danes šteti dnevi in potem je jasno, da nič ne laufa. Vsi podsistemi se nam sesuvajo. Povsod se zalomi. Takrat, ko pa navadno potegnemo moški in ženstvene ženske. Moškinje se vse bolj izživljajo nad nami, moškimi, po drugi strani pa tudi zasmehujejo normalnost v ženstvenih, feminilnih ženskah. Tako oster si bil. Ja, svoj čas sem veliko pisal in te pisane besede so ovekovečene. Mislim, da je to ravno na tem portalu e-Koper. Veliko sem pisal tudi za Regional Obala. MMC, ta blog, so zdaj umaknili vsem blog na RTV-ju, kjer sem 7 let ali koliko sem pisal 400 blogov. Mislim, da bom zdaj pa knjigo izdal, ker so umaknili te kolumne, bom izdal knjigo teh kolumn. Zdaj to, kar pišem, kar govorim, tam znamenito zavidanje penisa, to ni strte zvito. Jaz sem na prvem magisteriju, kjer sem obdelal motivacijsko latentno strukturo pubertetnikov pri vstopu v šport, torej pri športanju, motivacija v športu. Tam se je izoliral faktor, se pravi s faktorsko analizo pri dekletih, pubertetnicah, se je izkazalo, da imajo tiste najbolj zagnane fantinje afiniteto do zgledovanja po moških, onstran katerega pa tiči zavidanje penisa. Po Freudu, to jaz samo prenašam znanje vsem. Eva Bahovec je svoj čas, ki je bila somentorica, ta znamenita feministka, ki se je zdaj čist spipalo. Ona je rekla, ja, se to je legitimen koncept. Jaz tam nisem mogel faktorja poimenovati faktor zgledovanja po moških, to sem napisal, ampak nisem pa ta zavidanje penisa si še takrat kot študent upal, to je bilo leta 95. Nisem jaz upal transparentno povedati, kako, zakaj je to v športu pride do zgledovanja po moških, onstran katerega teči zavidanje penisa. Freud je to povedal v spisu, Ženskost, leta 32 je to napisal in še v feministični reviji Delta je to išlo leta 95, točno je bilo prevedeno in jaz takrat ta magisterij delam, wow, super, prevedeno. Ampak nisem upal zdaj na tak način, ampak zdaj imam pa dosti tega molčanja. Vmes se mi je zgodil še pač ta zavrnjeni doktorat, kjer sem pisal tudi o zavidanju penisa, recimo v športu, pa bil sem trener v ženskem športu, pa mučim se s temi ženskami, tudi faličnimi športnicami, nekaj z eno Ilko, ali pa tudi sem se fejst mučil z Glorijo Kotnik, to ljudje ne vejo, mislijo, da sem jaz nek mizogin, pa črtim ženske, ni res, jaz obožujem ženske, feminilne ženske, Venero v levu imam, kot mi pravijo astrologi, ampak z teoretskega vidika, sem pa kritičen, zato ker vem, kaj je to simbolna kastracija feminizma oziroma latentna želja, nezavedna želja feministk, možatih žensk, lezbik po kastraciji, torej simbolni kastraciji moških in to je predstavlja jedro feminizma, kastracija moških. In zaradi tega se zgodi tudi vojna za interpretacijo, jaz ne smem iti v eter, ker jih požrem s kostmi vred,
v neki javni debati, v javnem diskurzu, nikamor ne smem. Samo eno umje furajo. In jaz sem pa jezen, zato ker se nam, in to sem pišel v prvi knjigi, da jo imam o spolu, sem sesul 2 družinska zakonika, prvega 2012 in 2015. Jaz sem upeljal koncept aritmetične sredine prijetnosti življenja v družbi. Politika mora prijetnost življenja, načelo ugodja mislim, se pravi prijetnost življenja, dvigniti na višjo raven. To je naloga politikov. Skrajni ta učinek bi se pa dal tako laično reči, da naloga politikov je dvigniti srečo narodu. Pa pustimo zdaj Kardela, ki je rekel, ja, ljudje morajo pa srečo v svoji glavi najti. Ne, sistem mora biti tako urejen, da je luštno živeti v tem polisu, pač državi, pa nam se reče tej državi, pač Slovenija. Zdaj moramo imeti tak sistem imeti, da se aritmetična sredina luštnosti življenja dvigne. Te feministke pa svojimi zakoni znižujejo prijetnost življenja zaradi simbolne kastracije, ki vršijo nad očeti teh otrok. Te otroci ne morejo biti normalni, če je foter simbolno kastriran, in v sami družbi, ker se na vodilne položaje infiltrira te ženske, ki nimajo razsodne moči, ker nimajo nadjaza, njihove poteze so slabe, nimajo niti jajc za odločilne poteze, nimajo testosteronske moči, in potem so odločitve v določenih podsistemih slabe za družbo. Ker feminizm ustoličuje tudi po nekih nepisanih kvotah ženske na vseh vodilnih položajih. Trbovlje ima same babe v vseh zavodih. Crkveni zavod za šport ga ni več. Mislim, to nič ni. In zdaj pa jaz, ker vem, kako pride do razsodne moči, kakšna je vloga nadjaza, zakaj imajo ženske nižjo moralno razsojanje v določenih moralnih zagatah. Ko jaz to povem, dajmo vode pa izolirati iz javnega diskurza, zato da ne bom razložil, kaj je Freud rekel, kaj je Lorenz Kohlberg rekel. Mi moški rabimo nemočne ženske, zato da jih lahko služimo, da smo njihovi služabniki, zato ker imamo tisto mamo, kateri bi radi izpolnili željo. Mama je od očeta, naslednica mame ženska. In nam mora biti dovoljeno, da pomagamo ženski, ki nekaj manjka. Se pravi, moramo biti providerji, moramo jo zalagati z denarjem, moramo zajakulirati v družino veliko denarja, zato da ga ženska lahko zapravlja. Sistem pa kaj naredi? Simbolno kastrira moške tako, da že faksa ne naredijo, ker moški smo malce bolj testosteronski in ni tako enostavno pridno sedeti pa študirati, pridne punce pa naredijo takoj vse izpite, bolonjske, ne vem kakšne doktorje, potem so malo seksualno ustrežljive in pridejo tam najvišje sfere odločanja, ker se dol dajo s pravimi direktorji, pa imajo certifikate, da je pametna, ampak pol pa ta pametna ženska tja pride, ko je treba rint, ne zna rint, ker nima rinjajočih genitalij. Ker genitalije diktirajo testosteronsko prodornost na vodilnih položajih. Formalno so ženske bolj pridne, izpite delajo v roku, moški so pa tam razposajeni. Mi moramo tolerirati razlike med spoloma, mi pa tega ne delamo. Pa še te politične akcije, ki jih delajo na levi, levi anarhisti, levi kulturniki, to same tiste feministke rinjajo tam v neke podsisteme, ki imajo neke glupe rešitve. In pa gre vse v franže. In se aritmetična sredina družbene sreče zniža. In jaz sem proti temu. Ja, med drugim si v tej svoji kolumni, ki sva jo omenjala, naj poudarim, da si to napisal pred 5 leti, torej leta 2017, še zapisal, kar so potem uredniki E-Kopra tudi poudarili, ženske so, torej ste, spoštovane ženske, več vredne, niste drugi spol. In takrat še nisi napisal knjige Prvi spol. Medtem pa si knjigo, verjetno jo imaš tudi zdaj ob sebi, izdal in imel potem celo nekaj zapletov pri njeni izdaji oziroma promociji. Mislim, to, kar so meni delali,
v današnji civilizirani tej kulturi, kaj so mi delali pri 2019, novembra v Cankarjevem domu, na 35. knjižnem sejmu. Pa to je absurdno, kaj so mi počeli ti anarhisti, tam pod poveljstvom Domna Saviča. To, če mene ne bi varovala policija, to bi me zmasakrirali. Imeli so neke spreje, ki me bojo pobarvali, ne vem, na zeleno, kaj že. Jaz sem imel pa svoje fene, tako rekoč. Se pravi, imel sem konzervativce, ki sicer gravitirajo na desno. Jaz pa načeloma pa leviča. Jaz sem mislil, da se bojo stepli tam. Ampak pa je pa prišel en, ki rekel, Grdosija, in rekel, če ti bo kaj naredil, ti samo mene poklič. In pa je prišel tja, pa ga je pogledal 2-metrski hrust. Koga pa je s tabo? Umir se. Nad Domnom Savičem. Ampak tam so bile tudi tune, rekel, feministke. Hrbet so mi kazale. 200 ljudi, policisti, žvižgali so, trobili, da nisem mogel govoriti. Una ženska, ki bi, Sanja Krajnc, ki bi morala moderirati pogovor. Ona je bila noseča, se rekel, lej, ni treba, noseča si, da bo stres, bom jaz to samo pravo. In sem lepo šel in zaradi policistov sem jaz smel to imeti, ampak potem pride en Miha Kovač na intervju, htani starič v Odmeve, Vodeb je neotesanec. Ampak sreče pa je, imel je pa moški razsodno moč, tisti vodilnik je bil, tu ni bila Uršula Cetinski, direktorca Cankarjevega doma, ona je tudi ena od teh feminist, ki je prepovedala feminilni seminar Femme Fatale. So ga hotele feminilne ženske malo prej, 2 leti prej, organizirati v Cankarjevem domu, se to ni smelo. Uršula Cetinski ni pustila na pritiske feminist. Za Uršula Cetinski se ve, da je derivat feminizma. Ampak odgovorni za knjižni sejem, Cankarjev dom, je rekel, mi ne bomo bili srednji vek, pa knjig zažigali. Človek ima pravico, da govori. In pa so še mislili, niti niso knjige prebrali. Prvi spol, da jaz ustoličujem moške kot prvi spol, ker ta knjiga je Opozicija, Simone de Beauvoir, to je ta vodilna lezbična aktivistka, formalno ji pravi, da je partnerica Žana Pola Sartra, ni res, to je militantna lezbika, to je, ne vem, ženska vseh časov po Evi Bahovec, po okusu Eve Bahovec, Eva Bahovec, Simone de Beauvoir, drugi spol in pade že kar v trans. To je pa najženska. Ok, Rosa Luxemburg, Klara Zetkin, Simone de Beauvoir, Mary Wollstonecraft, to so čudne babe bile, mislim, moškinje. Jaz imam tudi eno svojo idol ženske, če bi ta ženska, mislim pa, da še živi, meni rekla, Vodeb tih bod, bi jaz bil tih. Ta ženska je, kaj že, Ines Perez Rodriguez. To je ženska, ki je svojega 9. otroka rodila s carskim rezom, na polju s kuhinjskim nožem si je zapičila v trebuh, si prerezala trebuh, otrok je šel ven, otrok je preživel, ženska pa tudi. Če bi ta ženska meni rekla, tih bo, da bil tih. In to sem danes, recimo, eni ženski, ki je bila tlele pri meni, visoko izobražena, s 5 otroci. Sem rekel, lejte, če bi vi meni rekli, utihen Vodeb, bi jaz utihnil iz spoštovanja, da imate vi 5 otrok, ste se odrekli doktorskemu nazivu in skrbite za 5 otrok. Če bi vi mene nekam poslali, bi jaz dal glavo dol, pa v Bogu. Ne bojo me pa te moškinje, ki so zblojene oziroma, mislim, čudne, milo rečeno, ne bojo pa te mene ukrotile. In zato sem napisal to knjigo Prvi spol, pisal sem jo pa 15-17 let, tukaj so poglavja, pekinško konferenco sem obdelal, to je tista znamenita konferenca, 4. ženska leta 95. Hillary Clinton je bila tam, Judith Butler, lezbika, z otrokom iz epruvete, pa sem ta poročilo Lunaček, v evropski, torej Avstrijka Urlike, Lunaček je prebrala neko poročilo, v katerem se na Evropski uniji oziroma znotraj Evropske unije ustoličuje gender teorija, teorija spolov. To sem vse obdelal, vse resolucije, zakon o enakih možnosti, naš zakon,
so ga feministke pisale. Vse sem to obdelal. Sadovi in gnilobe feminizma. V tej knjigi tudi, ne samo tisti modri. Nacionalni program za enake možnosti, resolucija. To so take nebuloze, da glava peče. Tudi akcijo Me Too, ki je še ni bilo, sem omenjal v smislu, da pride ženska s svojo seksualno ustrežljivostjo do libidinalnih nekih bonitet, do kariernega napredovanja. Babe se dol dajo zato, da imajo nekaj od tega. Ne na pobudo čist. Torej, niso tukaj sam farmacevtke tiste, to so tiste, ki plazijo za temi alfa samci, ki imajo moč in oblast in potem zrihta stanovanje, direktorca je, da mora pa 5 šilce sperme spiti. To so te, bi rekel, karieristke, ki svojo seksualnostjo pridejo in se infiltrirajo tam neke družbene podsisteme, ki pa treba jajca imeti, pa poteze vleči, pa ne upa, ker to lahko moški naredi. In pa ni fair do ostalih žensk, ki pa niso na tak način, bi rekel, hotne, se ne izpostavljajo na seksualni način, one pa izvisijo, pa so pametne, prodorne, mogoče bolj sposobne kot te, ki so šle na kolena ali pa na hrbet, vse. Skratka, tukaj v tej knjigi sem ogromno tega, tudi skritiziral sem očetovski dopust za mlade očke, očetovski dopust, mislim. To so feministične nebuloze, proti katerim so se uprle tudi same ženstvene ženske. Ampak ženstvena ženska nima zdaj tistega testosteronskega naboja in kdo drug bo v imenu ženstvenih žensk pomislil seko in nekaj rekel. Kdo drug, če ne jaz? Wow, sem not padel. Ja, ali ti je potem to knjigo Prvi spol sploh, glede na vse te zaplete, sploh uspelo kaj promovirati? In nenazadnje, kako gre s prodajo knjige danes? Pa tamle imam še 300 knjig, Če ne smem nikamor iti, mislim, so me povabili, oziroma sem prosil, če grem lahko promovirati na Nova 24 TV. Kao SDS-ovska podružnica ali pa njihova televizija, vse je desna, je konzervativna. Ampak jaz ne smem nikamor drugam iti, nikamor drugam. Uspel mi je priti v eno knjižnico Jožeta Moškriča v Mostah, v Ljubljani. Tisti, ki me je angažiral, je bil, bi rekel, tradicionalen, konzervativen. Vas vljuden, pa to sem rekel, bom jaz kamermana pripeljal, da bomo to posneli. Je rekel, ne, imamo mi, vedno snemamo, nič skrbeti, bomo posneli. In pa sem rekel, kamermanu, pa ne rab snemati, Mislim, saj so prišle tudi feministke, samo one so se tam sesule, ker mi niso mogle parirati, Ampak potem sem rekel, a mi date zdaj posnetek, veste, neka tehnična težava je. Niso dali posnetka na YouTube, lagali so se mi v faco, ampak ena ljubljanska knjižnica mi je pustila, torej, ko še niso točno vedeli, kako pa kaj, so mi obljubili in so nekako držali obljubo, ful zanimajo je bilo, ampak snemanega predavanja ga ni, vzela ga magla. Potem je ena moja fenica, hvala Marija, v Ormožu zrihtala, Marija mi zrihtala. In jaz grem januarja 20, 2 let nazaj. Grem tja, tam so bile 3 direktorce, to so, pa mi tam smetila, sem rekel, ko pa je tale zena, mož jo vara, mož je nek alfa samec in ima tam 20 let mlajše ljubice in ona tam, ker jaz pa navijam za ženstvenost žensk, se pravi lepoto, seksualnost, ne pa faličnost. Na tem predavanju sem tudi to omenil. Te direktorce je kar mešali. To je bila druga knjižnica. Ljubljanska, Jože Moškrič, pa Ksaver v Ormožu. Pa gotovo. Pa eno gostovanje tam na Nova 24. Ne pridem nikamor, ne pridem. Mislim, če povem izkušnjo te druge, torej prve knjige, tale knjiga je bila nič promovirana. So pa dosegli v Sevnici, da bom jaz tam predstavil to knjigo. In so tam z mano zmenijo, promocijo, ko zvejo feministke, ki je bilo objavljeno, da bom gostoval v Sevnici, v knjižnici, gotovo,
vsevnico, svojo direktorico, nisem smel, odpovedali so 2 dni pred promocijo, so odpovedali. Ampak to ni bilo prvič, mene so likvidirale feministke že na ne vem kolikih teh in predstavah tudi kulturnih, promocij knjig, nikamor ne pridem, kaj čem. Ja, nedavno pa si gostoval v Celju na približno to temo, o kateri govoriva danes. Kako je bilo? Kakšni so bili odzivi? Zdaj, če se vrnem, eno vprašanje prej, ne bi jaz rekel, spoštovani moji fani, dajte v vaših lokalnih skupnostih doseči, da jaz pridem malo popredavati, pa kakšno knjigo mi kupite za 15 €, marca je 15 € znižanje, ne, ali preko PayPala ali pa direktno na mene, ne, v Celju. Mislim, to so bili pa tudi šokovi. Ko jaz predavam v živo, sem euforičen. Jaz sem to predavanje v bistvu posnel prej, tukajle PowerPoint pa tako naprej, je umirjeno, slike, tako poučno. Tam v Celju sem pa jaz malo not padel. In sem malo vprašal, pa če hec je bil, da je Šrot bil 5 minut prej, župan, še rekel, te vi tudi poslušali, ne, sem sam prišel malo pogledati. Tam je nek celjski inkubator podjetniški, so me povabili. Jaz to direktorico sprašujem, gospa, ste zihar, da ne boste imeli vi problemu, pa je prišel k meni, veste, so me vrgli, nisem več direktorica, ker sem jaz gost. Lejte, če ste vi mene povabili, pa veste, da jaz ne šparam z jezikom, jaz povem, naučim in ne moram bučk prodajati, jaz ne moram biti slab predavatelj, ker ok, če bi bil slab, bi imel veliko predavanja, ker sem pa predober, tudi najvišje ocene sem imel na teh nekih predavanjih, nikamor več nisem smel, ker sem vse vrgel v senco, ne morejo iz sence ven. No, ta direktorica je rekla, vi si kar dejte duška, ne žaliti, puste zdaj te feministke pa LGBT pa ne vem kaj, ampak dejte tisto vaše znanje našim podjetnikom. Ok, zbrali smo temo, tema je pa bila psihoanaliza, bi rekel, in podjetništvo, kjer sem seveda moral upeljati, ne bi bil jaz, če ne bi tega naredil, razlike med spoloma, kako pride neka, bi rekel, blondinka ali pa ženstvena ženska v podjetništvo, zdaj se pa znajti med popadljivimi tigri, pa levi, pa hijenami, zdaj se pa znajti in se znajdejo, sem čisto drugače kot moški, moški tam trgajo surovo meso v podjetništvu. Govorim 1,5 ure, tam sem dobil tudi ovacije, na koncu. To so prišli k meni, rekel, vmes me je bilo groza, ker ste me opisali v nulo. Seveda sem pa veliko govoril tudi o seksualnosti, tudi na delovnem mestu, tudi v poslovnih kontekstih. Jaz sem hotel jim dati uporabno znanje in to sem naredil. Ampak kaj hujga, in to dobite na YouTube, mislim, to smo dali na moj najin podcast, se da to predavanje videti, ampak kaj hujga, sem rekel, zdaj pa, če mi upate, pa če ne bo preveč hudo, mi servirite nekaj povratnih informacij. Če bo pa prehudo, mi pa tudi ne rabite, se nam sekiral za prazen nič. Pa je pa začela, joj, vete, so me že klicali. Kako ste dovolili Vodepu, ko veste, da on je proti tem, kar je trend Evropske unije. On pravi, da sta spola različna. Ja, kakšna pa sta, drugačko različna, nista enaka. Tako da predavanje en mi je rekel, genialno. Jaz sem dobil potem takoj na svetovanje nekoga, ki mi je to poslušal. Rekel, jaz sem kar bled ratu, ker ste mene opisali. En je poslal svojo ženo, meni na svetovanje, če ji lahko kdo pomaga, ste to vi. In je prišla reva k meni, ja, me je mož poslal, da boste vi meni tole pošlihtali. Mene muči tole pa tole pa to. Se rekel, gospod, tom s hipnozo komod zrihtal, ne skrbeti. Tako da predavanje je bilo super. Tako kot bi bilo super na predavanju 500 podjetnic, 10 let nazaj. Neka Petra Škarja partija, to so me prosim, če pridite, babe so se prijavljale zaradi mene. Ženska v podjetništvu, 500 podjetnic. In jaz se pripravim, grem gledat, kakšna je scena, se res pripravim. Sem kar na 14 dni, PowerPoint in vse, 2 dni pred, ali koliko en dan celo, pred nastopom, pred seminarjem,
me kliče, pa začne je cljati. Sliko, koga je, so feministke začele malo, veste, sem rekel, no, kar povejte mi. Veste, časovnica je malo preveč zapolnjena, veste, smo dobili zdaj pa Boruta Pahorja. To je nek predsednik je bil že takrat. In feministke so zrihtale Pahorja, da me zamenil. Mislim, koliko je to perverzno, jaz se pripravljam, naredim seminar, vse, tekst, ne, za zbornik. A one so za en dan prej Pahorja zrihtali, da mu bo zamenil, da jaz ne bi slučajno v vojni za interpretacijo kaj povedal, kar ni po željah feminizma. Mislim, kečem pol biti vljuden, mislim, saj sem vljuden, ampak pa pridem do ostre besede, pa mogoče sem preveč direkten. Ja, že na začetku sem omenila, da bodo vsi, ki do konca marca donirajo 15 evrov na PayPal ali platformo Ko-fi, v zahvalo prejeli knjigo Prvi spol s tvojim podpisom in pa posvetilom. Misliš, Roman, da bi bila ta knjiga tudi dobro darilo ženskam ob dnevu žena ali morda kakšni drugi priložnosti, na primer rojstnem dnevu, ali celo, da bi jo ženske podarile svojim možem, partnerjem, da ne pozabijo na to, da smo ženske prvi spol? Vse te variante, ki si jih ti povedala, ja, lahko. Ampak večina bi pa mogoče v poslovnih kontekstih bila ta darila, to darilo kot farsa, ne? Da bi poslovni partner dal tam meni direktorci na tole si preber, vodep. Sam videla vodep jo že kap zadela, ne? Kakle noter vse so poučna predavanja, ampak tam, mislim, poglavja je pa tudi eno malo vulgarno, rekel, teoretsko, zelo seksualno. 8. poglavje, penis in ženska želja, ne. Zaradi tega poglavja je to knjigo težko dati, mislim, da se tam nekim aseksualkam, češ, tole pa kritika feminizma, če češ, a boš prebrala, ja bom, to super, ne, jaz sem profeministična, da vidim, ne. Pa tako namik, da je 8. poglavje fejst preštudiri, ne. Tam so pa izpovedi ženstvenih žensk, tudi lezbik, pa aseksualk o tej pohoti do organa, ki njej na telesu manjka, ne. Zaradi tega poglavja bi se pikro dalo servirati tam nekim moškinjam kot neko darilo za 8. marec ali pa za rojstni dan. Neka decasta baba, moškinja, ko pa imaš rojstni dan, kdaj? Ti bom dal eno darilo, prvi spol. Ženske ste prvi spol. In pa bo brala, to je bo kap zadela. Bodi skoncentrirana na 8. poglavje, to se je zasukne. Skratka, to je primerno darilo, bi bilo, ampak je treba imeti pa občutek. Kateri ženski se to sme dati? Ženstvene ženske. Pa tudi lahko dajo nekim svojim možem, ki terja neko kakšno kariero, svoje žene, ki ima že 3, 4, 5 otrok, pa ja, ti kariere pa nimaš. Pride k meni, ja, mož prav, da nimam kariere. Pa 5 otrok ima, sem rekel, lejte, vi ste normalni, dajte mi moža. Možo sem take napel, sem rekel, vi imate špicno robo za ožent. In ker ste imeli falično mamo, ki je bila direktorca tam ene firme, bi zdaj vi želeli, vaša mama imela samo vas, tam ima pa 5 otrok, vi jo pa silite v kariero, a ste zmešani. Taka ženska bi lahko dala svojemu možu, ali pa prijatu, temu petelinu, ki hoče karieristko narediti svoje žene, ki ima 5 otrok, evo, daj tole malo poglej, pa tudi 8. poglavje, ampak prvih 7 poglavij poglej, tako da je to darilo za zmediti. Morda še kaj rečeš ali zanimivega poveš o tej svoji knjigi? Saj sem rekel, to 8. poglavje je zelo seksološko, Ok, vse so izpovedi žensk, Zdaj, ženska ve, kako se loteva organa, ki njej na telesu manjka, s kakšno afiniteto, s kakšno željo, kakšne ima fantazije, ampak ona ve samo zase. Enkrat mislim, da sem že zelo omenil, ko so 3 ženske so s mano pogovarjale, sem rekel, lejte, a si upate vse? Ja, vse, kar bomo govorile. Po seksu tudi, jaz sploh pa v seksu, In pol tam nanese, bi rekel, beseda na fafanje in ena prav, jaz pa še nikoli nisem fafala. Te so se to krežati začele,
a si ti bolana, so ji rekle. Ne, ker ta sploh ni vedela, da je to, ne da je normativno, da običajna ženska to dela z užitkom. Zdaj pa, če to, rekel, feministkam serviraš, da je ženskam fafanje v užitek, to se feministkam totalno utrga, ker imajo rano na duši na točki seksualnosti. Zato je to 8. poglavje izjemno poučno, zanimivo. Ampak zelo poučno, za na fakulteto predavati, ali pa na te podiplomske študije spolov, feminizem, ženske študije. Naj to gre prebrati, pa prvi spol, potem pa daje malo na vago tisto, kar slišijo na fakultetah, filozofska fakulteta, od psihologije, sociologije, kulture do filozofije. Te 3 oddelki so na FF, filozofski fakulteti, FDV, bivši FSPN, tam glava peče, tam je legla tudi v njih Mirovni inštitut pa tako naprej, ali pa FSD, Fakulteta za socialno delo. Naj prvih 7 poglavij preštudirajo, to je bo kap za delo, ampak to je študijsko gradivo za študente in do diplomskih in podiplomskih študij. Te pa probejo oprati možgane z enoumjem, drugače mislečih ne pustijo zraven. To je pa opozicija feminizmu. Tako da zadeva je zelo poučna. Kaj čem drugega reči? Ja, seveda morajo ženske zaslužiti manj od moških, saj so šibkejše, manjše in manj inteligentne, zato morajo zaslužiti manj. To je vse. Ja, to ni moja misel, ampak izjemno spodletela izjava nekega poljskega evroposlanca, ki je precej odmevala leta 2017. Poljski libertarni konzervativec Janusz Korwin-Mikke jo je takrat izjavil v Evropskem parlamentu. In v pripravi na ta intervju sem izbrskala nek tvoj tweet, ki je nastal v času te njegove izjave. Ti si se v odzivu na njo namreč takoj postavil na žensko stran. Takole si takrat tweetnil, citiram: ženske niso manj pametne kot moški, nimajo pa rinjajočih genitalij, svojo pametjo niso tako prodorne kot moški. Moški znamo zaradi rinjajočih genitalij prodorno uveljavljati svojo pamet in svoj prav. Zdi se mi, da o tem že ves čas govoriš, pa vseeno. Lahko še enkrat malo bolj razložiš te razlike v duševnosti med spoloma, vezane na anatomijo genitalij? Ja, seveda, to sem tweetnil, ker ta Poljak, Poljska konzervativna, in zdaj malo se mu sveti not poglav, kako pa kaj, ženska z veliko denarja je nočna mora za moške, ne samo za njih samem, ženske, se si lahko marsikaj kupi, sa noben je pol ne mara, ker že vse ima. Žensko je treba spraviti v dolžniški odnos in ji dajati denar, ker je moški organ dajajoč, zejakulira tisti denar ženski v njeno mednožno denarnico, ona je potem v dolžniškem odnosu in potem se libidinalno, seksualno skompatibilizirata. Ženska se mu dolži. To je to libidinalno trgovanje, moški. Že to, da žensko gleda lahko, ko greta na kavico ali pa na pico, na večerjo, mora moški plačati vedno, zato da je lahko gleda. Zakaj že? Zato, ker te lahko gledam. Ti si to klepa, da jaz vedno plačam. Jaz se jaz to tebe gledam. Pa koš ti, jaz sem grd ko smrt. Ti si zadeta, ne vem, z mojo pametjo, s karizmo, znanjem, ne pa z mojo lepoto. Moški pa zadet žensko lepoto in zato mora plačati. Če ne pa meš, ne smeš me gledati, če bom vsak pol plačala. Mislim, skratka, ta Poljak je v tem obrcu. Skozi teorije se pa ve, da imamo 3 faze psihoseksualnega razvoja, oralna, analna, falična, prvi 2 imata svoje nasledke v odraslosti, falična faza ima pa svoje. Znotraj falične faze je znameniti Oedipov kompleks, da se ne ponavljam za tiste, ki redno spremljate te podcaste, ampak vse moram reči. Del Oedipovega kompleksa je kastracijski kompleks v širokem smislu oziroma kastracijska bojazen v ožjem smislu in ta fenomen kastracije je različen glede na spol zato, natančno zato, to ni ideološki konstrukt, zato ker je anatomija genitalij različna in deklica motri svoje genitalije v svoji glavi in logično sklepa, nimam ga, tistega mezinčka, ki ga ima bratec,
Sosedov deček, oči, verjetno tudi če mu ga ne vidi vedeti, je pa moški spol, ne. Jaz sem pa ne cela, kdo je to meni odrezal, ne. In to mišljenje, anatomija genitalij zaznamuje simbolne procese, ki se začnejo motati po glavi, po nezavednem, po realnem, kot bi rekel Lacan, v primarnem procesu, ne, po puberteti, že v času pubertete, ne. In anatomija genitalij zaznamuje psiho obeh spolov in denar, ne, je simbol moškega spolnega organa, tudi simbol dreka, ne, drekec v kahlico, prvo darilo in denar ima pri teh skopuhih simbolno strukturo dreka, ne, oziroma drek zadobi simbolno strukturo denarja in človek, ki ima probleme, torej, kot otrok se je čudno privajal na čistočo, ne, ima problem z zapravljanjem, ne, skozi bi šparal. Ker ima analna faza svoje simbolno nasledstvo, falična faza, se pravi motrenje anatomije genitalij ima pa svoje simbolno nasledstvo. In v tem simbolnem nasledstvu se moški kurči, ne, točno kurči se, se ne lulči, kot mi je ena lektorica popravljala kurčenje v lulčenje. Lulek je za lulat, kurc je pa za ogabne gibe početi, baba butasta. Sorry, da sem to rekel, ampak me iritira, kako ne zapopade od tega genitalnega konteksta, ne, ko je jasno, da anatomija genitalij diktira moškim, da imajo radi dolge avtomobile, da so vozniki šleparjev, Concordov, ne, da so vojaki, ne, sorry, tudi ruski in ukrajinski, ne more tam misica s Kalašnikovom, lahko poziraš, ženska je vojakova nagrada, je rekel Nietzsche. Ne more tist misice zdaj proti Rusom streljati, ti si vojakova nagrada. In filmi so snemani, tudi dokumentarni na to temo, ko so vojaki ginuli tam na fronti, ženske so pa prišle tja, pa so ga prijela za roko, pa mu jo dala na joške. In je bil moški hvaležen, da je ta nežnost, da ta mama, incestuozno prepovedana mama, ne, naslednica ženske prišla tja, kot nagrada, kot njegova muza. Ne more pa tam moški prenesti, da se ona kurči z dejanji, pa vozi šleparja, pa je direktorca, inženirka, gradi, ne vem, je serviserka, servis avtomobilov, avto je falus, moški mora servisirati avto, ker ga ima in se ukvarja, ne, ženska ga pa dobi od moškega. In to je vse zaznamovano v duševnost obeh spolov na različen način. In seksizem je plemenita stvar, se pravi seksizem delanje razlik med spoloma. In v vojni, v interpretaciji se ta interpretacija ne sme uveljaviti v mainstream medijih. Mislim, meni se pa poldet meša. Pamet je falična. In moški s pametjo, smo enako pametni. Rinemo. Se je rinila tudi Marija Curie, ki je bila zelo, genetsko pametna, pa pridna, se je veliko naučila. Ampak načeloma, moški, ko ima neko znanje, rine, ko buldožer, kje bo zdaj ena feminilna ženska z mojim znanjem šla tam med 100 unih feministk, pa po mislu sekala, pa rekla, babe, ste butaste, takole je, po Freudu to takole, ne morete oporekati. Jaz sem pa pripravljen dati jajce na kladu, pa točite gor s puharjem po jajcah, ampak me bo bolelo, ampak bom rinil do konca, ker je moja psiha na pobudo genitalij rinjajoča. Ženske pa nimate rinjajočih genitalij in s svojo pametjo težko dosežete nekaj. To pa ne pomeni, da ste manj pametne. Če pa delate, pa zaslužite. Samo ko zaslužite, zgubite nemočnost. Potem se pa težko uveljavite z veliko denarja. Moški pa bi rad plačal, pa nima denarja. Ja, kaj boš pa pol, pa da glavo dol, pa si ga gre drkat. Sem not padel. Ja, Inštitut 8. marec, ki ga pooseblja letošnja Slovenka leta Nika Kovač, je leta 2021 družbo oziroma odnose med spoloma zaznamoval s svojim projektom oziroma zakonom Samo ja je ja. Kot aktiven antifeminist si se tudi takrat angažiral. Nam lahko malce bolj pojasniš celoten kontekst? Mislim, te smrkle, tudi sex life-a nima tazga, da bi sploh vedela, kako to moški nafehta babo. Mislim, moški mora tam
biti vsiljiv. Zato, ker so vsiljive njegove genitalije. Ženska se izvika, to kudi ji paše, ampak se ne izmakne popolnoma. Ne more ženska si misliti pri sebi pa reči, tale pa greha vreden, s tem se pa dol dala. Ja, kaj bo zdaj rekla, se bo tam nekaj zaganjal o njo, ona bo pa rekla, ja, sem za to, da me ne žgeš. Pa to se ženski od gnusa, od sramu, od trga normalni ženski. Normalna ženska nikoli ni rekla nekomu, da bi on prišel ti, a to jaz lahko nažgem, ona bi pa rekla, ja. Pa kje pa, nismo mi budale. In te smrkle iz 8. marca inštituta, sploh kilometrine v sex life nimajo, sploh ne vejo, kako se to dvori. One so diktirali te zakon na pobudo une, mi tu, pa Weinsteina, pa vse, kar so delali, zdaj bo pa to vse posilstvo. Mi smo imeli kazenski zakonik iz 2008. leta, kjer so bili posiljevalci kaznovani s 15 let zaporne kazni. Svet Evrope ni nič pritiskal na Slovenijo, da je treba zakonodajo. Mi smo imeli kazenski zakonik, ki je urejal posilstva. Se pravi, če je narediš silo, si kaznovan tudi do 15 let. Če je bila pa zblojena sodnica, pa rekla, zikar sem jo nastavljala, pa je pa posiljevalec dobil samo 1 leto, namesto 10 let. Pa je pa prišel, ker se je lepo obnašal po 3 mesecih ven, za posilstvo po 3 mesecih ven. Ma jajce mu je treba ucekati. Moškemu, ki posili, če se ženska upira, ali pa če reče aktivno, če reče ne, potem je ne, potem si ga drki še naprej. In te babe pa samo ja je ja. Ne, vlada imela pa samo ne je ne, ki je bistveno boljši predlog bil. Najboljši predlog je pa bil obstoječi kazenski zakonik, ima vse urejeno. Od enih 200 držav, ki to ureja, jih ima 1 leto nazaj, 9 držav je imelo, zadnja je bila Danska, ki je sprejela to, prav imajo neko ime, seks soglašanje, afirmativno soglasje se mora dati v teh novih zakonodajah, ki so posodobljene, ostale so zastarele. Čakaj, 200 držav ima spodobno zakonodajo, 9, Španija je zadnja, ki je šla 10. država, ima pa to, afirmativno soglasje. Ostale imajo pa aktivno upiranje. Se pravi, če se ženska aktivno upira in reče ne, aktivno upira, potem mora posiljevalec biti za jajca obešen, mislim, karikirano, zaprt, sankcioniran. Ampak to, da so pa ženska drug dan, ko ni več omamljena, ker zdaj to babo je treba omamiti, se pravi ne omamiti, pazite, ne s tableti, ampak tam v sociologiji druženja bova en štok spila, en viski, tole je voda. Malo pita, postane razposajena in ji zapaše. Ženska nima močnega nadjaza, ona ima toliko pohoto razvito kot moški. To ni razlike, sam moški mora riniti pa fehta, ženska se mora pa načeloma ohranjati neko nedostopnost, ampak v enem trenutku pa ne more več se upirati, ker je tudi pohotna. In drugi dan je pa žal, da mu je dala in bo rekla, ti nisi rekla ja. In on gre za pol leta v rest. Mislim, to so take budalaščine in to smo mi sprejeli. Na pobudo 8. marca. Tudi zakon o vodah na pobudo 8. marca, pa Nike Kovač. Da sploh ni šlo za vode, tle je šlo za sesuvanje vlade. Vode tam ni bilo ne duha, ne sluha v vodi, na latentno nezavedni ravni. Skratka, tale samo ja je, da ja, kiks te države oziroma te vlade, ki bi lahko to preprečila. To je najbolj absurdni zakon, kar sem jaz zdaj videl, da je bilo sprejetih. Po moji teoretski seksološki percepciji. Nisem pa kar aberreznik na področju teorije seksualnosti. Skratka. Če se ne motim, si že večkrat poudaril in zapisal, da je biti feministka v resnici diagnoza. Se ti ne zdi, da si pretiraval? Oziroma, kaj si s tem pravzaprav mislil? Nam lahko cel kontekst malce bolj razložiš? Jaz sem že parkrat poudaril, da pišem knjigo,
te kolumne, ki so jih zdaj umaknili z MMC-ja, RTV, te bojo šle, mislim, da letos, v posebni knjigi Seks, Freud in jaz. Vse te kolumne. Ampak knjiga, ki jo pa res pišem, že 2 leti jo že pišem, ali pa še več, ta se pa ukvarja z diagnosticiranjem v psihiatriji. Kritika psihiatrije skozi psihoanalizo. In tam jaz razlagam, kako je prišlo do diagnosticiranja. Glede na to, da sem jaz motivacijsko strukturo računal skozi faktorsko analizo, kjer se išče vektorska struktura motivacijskega prostora ali pa taksonomska struktura motivacijskega prostora ali pa tudi nekih interesov, vrednot, to se s faktorsko analizo dela in tam so faktori, tudi psihologi imajo faktor splošne inteligence, faktor retorične inteligence, govorne inteligence, to so faktori in če mi poskušamo izmeriti ali pa parcializirati bolezenski prostor, psihopatologijo človeka, se da to računati. In potem pride vektor osebnostnih motenj oziroma narcistična osebnostna motnja, svoj vektor. Border, to je mejna osebnostna, svoj vektor, pa je bipolarna motnja, svoj vektor, šizotipska bolezen, motnja, svoj vektor, šizoidna osebnost, svoj vektor, ženske, ki gravitirajo po svoji osebnostni strukturi v feminizem, imajo svoj vektor. Če bi bilo po moje, ali pa če bi bili fair ti metodologi, ko računajo vektorsko strukturo psihopatološkega prostora, bi lahko izolirali vektor feminizma. Vektor feminist, tudi jaz sem to izoliral, se pravi vektor zgledovanja po moških, ali pa lahko bi ga interpretiral vektor zavidanja penisa. Zdaj pa, če je zavidanje penisa preveč markantno, oziroma zavidanja penisa se pri normalnih ženskah prelevi v željo. Zavidanje penisa oidipalno imajo normalne ženske prelevljeno v puberteti v željo po penisu. Feministke imajo pa namesto želje pa gnus. Njim se pa penis gnusi. Feministke, recimo lezbike, eklatantni, te bi raj kilo dreka požrla, kot da bi ga fafala. To je patologija. Če bi imela normalno družino, se bi psiha v seksualnem smislu drugače obnašala. Če ne bi bilo spolne zlorabe, če fotar ne bi bil kreten. To sta 2 glavna razloga, da so ženske ranjene duše in so feministke in imajo nezavedno željo po kastraciji moških. In če to vektorsko pokažemo, je poseben vektor, vektor feministk, ali pa vektor zavidanja penisa, patološkega, ki ima namotano na to patologijo seksualno. Lezbična patologija, to ni samo, da se penis gnusi. To imaš kopico enih drugih smeti po psihi in to je legitimno govoriti, da gre za diagnozo, biti feministka, ortodoksna, torej, ok, lezbika ali pa aseksualka. Pustimo zdaj tiste, ki so jim upravili možgane na študiju in one tam, to je pa zdaj pa super znanost. Kakva znanost, to je ideologija. In če sem z opranimi možgani ženska, pa reče, jaz sem feministka, v resnici se pa žge kot črna žvina, fafa ga, ko berač golaža, se ga loteva, pa ti nisi feministka, pa še v seksu čisto vse, pa ti hliniš feminizem. Ampak ortodoksne feministke so ranjene duše. Večina ortodoksnih feministk je bila spolno zlorabljenih ali pa foter kreten na kvadrat, ali ga pa sploh ni bilo. Zdaj lahko tam porno zvezda pa prostitutka, če je tam anomalija, lahko je pa radikalni obrat v feminizem. Zato je legitimno govoriti, biti feministka, ortodoksna, srce, torej, da je prav tista možata, srcem moškim zavida, nezavedno penis in jih bi kastrirala, to je diagnoza. Zakaj je feminizem po tvojem za družbo tako smrtonosen? In se s feminizmom v čem sploh strinjaš? Saj sem, v tej knjigi gnilobe feminizma, ampak recimo tudi varne hiše, tudi splav, pa recimo skrbništvo nad otroci, mora ženske
dobiti. Ne? In tudi na pobudo feministk se je to zgodilo. Ampak ni pa prav, da je 9 družinskih sodnic same babe. Ne? Določena sodišča, same babe. Centri za socialno delo, same babe. Pride tam moški, tudi teli zavodi za brezposelne, same babe. Ali pa 95%. In pa pride moški tam, da bi imel stike z otroci, ne boste imeli. Zato, ker je partnerca jezna na svojega fotra in potem jezo prejme mož in ženska, tam sodnica, tudi ima neko zamero tam, boh ve do kakega moškega in ne boste na pol leta, če boste pridni. Mislim, to so take stvari, da glava peče, je moj žargon. Ne? Feminizem v osnovi obvladuje ogromno podsistemov in ti podsistemi so slabo strukturirani. Preveč bab na kupu, to mora en petelin malo reda narediti. Nisem delal v vrtcu, joj, same babe. Joj, to ni tako fajn, same babe. To so skregale med sabo, ne? Ženski kolektivi do konca skregano vsi. En petelin mora red narediti. Samo pogosto se zgodi, da se pa organizira pa harem. Ne? Pa je na 3-4 tam poriva, te druge so ljubosumne, pa gre spet vse narobe. Ne? Ženska pa ne zna potesta pravih vleč. Ne? Problem feminizma je, da se trudi, da bi se ženske infiltrirale vse družbene podsisteme. Ampak zaradi strukture moralnega razsojanja, ker ženska zaradi kastracijske bojazni, kastracijskega kompleksa, ne bojazni, ker bojazni nima, ker se ne da nič odrezati. Ne? Kastracijski kompleks je pa ženski tak, da ne more doseči najvišje stopne tega avtonomnega moralnega razsojanja. Postkonvencionalno moralno razsojanje po Kohlbergu ženska ne more doseči. In zato njene odločitve iz registra nadjazda, se pravi moralne razsodnosti ali pa razsodne moči, ona tam na tisti šahovski partiji, ki je treba poteza skakati vse 4, bo dal lauferja, to pa u nas škisa gor vrže. Škis ni za šah. Ženska nima občutka, kjere poteze ja, kjere poteze pa ne. In potem je upeta v te družbene podsisteme. In te podsistemi ne laufajo. Zato, ker na silo tam enako, zdaj bomo pa še ženske dali na vodilne položaje. Če ne zna potesta pravih vleč. Moški imajo tudi svoje hibe, ali pa niso vsi moški moralno razsodni. 20% moralno odgovornih moških ima tisto najvišjo stopnjo moralnega razsojanja. 20%. Zaradi tega, ker so kot dečki pravilno razrešili Oedipov kompleks, se pravi, očka je tisti, ki mu lahko lulčka odreže, deklici se ne da nič odrezati, ne. Odrezaš pa dečku lulčka, če si želi mamo. Mama je moja žena, tvoja mamica. Bolj je moja žena kot tvoja mama. Bež ti v svojo posteljo. Otrok, že grem. Ker sledi kastracija, si misli, ker pozna anatomijo genitalij deklice. Meni lulčka lahko oče odreže. In to grozo on ponotrani v strukturo moralnega razsojanja. Zato so moški v povprečju bolj moralno razsodni. Feminizem pa kaj naredi? Kastrira te fotre, ko nima pravo glasanja v družin, ker žena ima 3000 evrov plače, ta pa 500 evrov tiste neke socialne pomoči, pa tam še neki na črn dela, pa pride do 1000, ona pa 5000. Zdaj pa otroc gleda simbolno kastriranega fotra. In sin ne bo razvil moralne razsodnosti, ker se fotra ne boji. On, mamica, pa on pa še skrb spita, kdo bo meni lulčka odrezal, noben. Ali pa mama mi ga bo. Foter mora tist biti, zaradi katerega je dečka strah. Če si je želi mamice, temeljne želje mojega življenja, sledi očetova kastracija, ker foter je pa tist ima moč. Če pa brez denarja, pa foter nima moči. Sistem mora omogočiti, da imajo fotri moč. Feminizem ne sme kastrirati očetov. In ker pa to dela, so pa bodoči rodovi moških zaznamovani v moralnem razsojanju. In ti bodoči rodovi bodo šli v družbo čez 10, 20, 30 let. Družba bo šla v 3 krasne. Da ne nadaljujem. Punce s kastriranim fotrom si ne more alfa samca najditi. Pa to se že ponavljam, mislim. Vse sem povedal, se mi zdi, da tako rekoč vse. No, pa še zadnje vprašanje imam. Kje pa so v tej tvoji antifeministični zgodbi tvoje knjige, na primer ta zadnja, Prvi spol?
ta o spolu je razprodana, ne, mislim. To je Biblija, ko mi pravijo tisti, ki so to brali, to, zdaj sem imel 2 dni nazaj enega, to znam jaz na pamet, brez tega bi se zgubil čist. To je tudi Biblija, antifeminizma, to je pa Biblija razumevanja spolov. To je treba kupiti, spoštovani, to je treba, ok, zdaj 15 € imate cel marec, ne, ampak jaz bi mogel to priditi, ne, danes je Jadranka Rebernik prišla za odgovorno urednico. Rekel, Jadranka, daj me spod zdrav, ne, ker Jadranka me ceni, Pirkovič me ceni, še marsikdo, Ana Tavčar me ceni, samo ona je skoraj zgubila službo, ker sem bil jaz njen gost, za dan žena, ali pa v Trikotniku sem bil jaz gost, Zvezdan Martič je bil, ne, pa sem se komat je govoril pesticidi, kak pesticidi, ne, sem povedal, da je Oedipov kompleks tisti, pa feminizem tisti, ki kastrira moške, ne. In zdaj več kot knjige ne morem, več kot podcastov ne morem snemati, ne, edino, da nekdo, bi rekel, usliši moja znanja in jih potem širi naprej. Pa nisem jaz zdaj verski guru, troha, da bom zdaj jaz ne, pejte, dajmo skup, dajmo protestirati, ne. Zato, da bomo rešili to družbo, da jo normaliziramo, da jo naredimo tradicionalno malo bolj. Da se moralna razsodnost ustoliči kot mainstream, da bo ljudi vest pekla, da bojo vedeli, kaj je prav, pa kaj narobe. Mi moramo ustoličiti močnega očeta, pa nežno mamo. Se pravi, konzervativnost, pa sem levičar, znotraj levice se mora zdrava konzervativnost ustoličiti. Ne, in bi lahko bila, če te petelinke po raznih levicah, SD-jih, pa tam nekih sabih, pa LMŠ-jih, ali pa zdaj gibanje pri Golobu, ne, to bo spet kvote, pa bo prišle neke blondinke noter, ko bo kura zoceka na glavo, pa bo nekaj trobezljaja, pa enakost spolov. Ne, spola sta različna. Seksizem je plemenita stvar. Mainstream mediji morajo pustiti nasprotno mnenje, ki ga jaz širim. Pa ne gre za to, da sem to jaz. Gre za to, da psihoanaliza ima taka znanja in psihoanalitična vednost se mora ustoličiti. Ne more enoumje feministično biti prisotno, ne samo na nacionalni televiziji, vseh mainstream medijih, samo enoumje. Dosti tega. Dosti tudi tega, kar sem jaz danes povedal. Ja, hvala, Roman. Prišla sva do konca današnjega podcasta. Hvala tudi vam, ker ste naju poslušali, in če so vam te vsebine všeč, polajkajte tale video in se naročite na kanal. Podporo pa nama lahko izkažete tudi z donacijo preko ene od povezav v opisu tega videa. Zelo hvaležna bova vseh vaših donacij, ki nama sporočajo to, da nadaljujeva s podcasti. Če v tem mesecu donirate 15 €, zahvalo dobite Romanovo knjigo s podpisom in posvetilom. Za danes je to. Lepo se imejte do naslednjič in lep pozdrav. Čau.